Prehajamo k razmisleku o poteku idealne presoje s pravnega vidika. Tu bi lahko delo strokovnjakov razdelili na 4 osnovne korake. Prvi je zbiranje, preverjanje in dokumentiranje informacij. Drugi je dokazovanje, ugotavljanje in argumentiranje skladnosti. Tretji je evalviranje oziroma ocenjevanje. In četrti je tehtanje ugotovitev in ocen. Prvi korak se začne z izbiranjem virov. V mislih imam torej evalvacijo študijskega programa kot primer postopka in pri tem postopku izbiramo med številnimi viri. Pred seboj imamo dokumente, ki nam jih je predložil vlagatelj, imamo vlogo s prilogami. Potem zbiramo izjave sogovornikov na evalvacijskem obisku. Morda agencija ali pa recimo statistični urad, če se pozanimamo, nam priskrbi lahko določene analize. Te nam priskrbi tudi vlagatelj. Primer takšnih analiz je recimo sistemska analiza ali pa tematska analiza agencije. Potem imamo tu še javno dostopne vire, recimo baza podatkov SICRIS in še druge vire. Naslednja reč, ki je v tem koraku pomembna, je zbiranje informacij. Strokovnjaki torej v tem začetnem delu presoje zbirajo dejstva, primere, prakse, mnenja, pričakovanja deležnikov. In seveda ločijo med tem, kar bodo razumeli kot dejstvo in to, kar so stališča. Poskrbeti moramo, da so informacije, ki jih zbiramo, povezane s predpisi, da torej ne zbiramo nečesa, kar nima neposredne podlage v predpisih, ker je to za postopek lahko nepomembno. Pomembna je verodostojnost zbranih informacij in pa njihova preverljivost. Nadalje je pomembno, da ima vlagatelj možnost, da se izreka o okoliščinah v postopku in zavedamo se, da je dokazno breme na njegovi strani. Ključno je še, da opravimo celostno preverbo dejanskega stanja. Težave, ki so se pojavljale v tem koraku, so povezane s pomanjkljivim izbiranjem in navajanjem virov. V mislih imam recimo vprašanje presoje kakovosti poučevanja in pa dejstvo, da ste se recimo na evalvacijskem obisku o kakovosti poučevanja uspeli pogovoriti zgolj s študenti. Z učitelji pa recimo niste opravili neke strokovne razprave o tem, kaj je dobro poučevanje. Torej ste dobili vsaj na terenu nek ožji pogled, ki ga je ponudila zgolj ena stran, zgolj ena skupina deležnikov. Potem je lahko težava nepopolno preverjanje dejanskega stanja. To nastopi, kadar enostavno ne uspete vsega preveriti. Akreditacijski postopki so zelo zahtevni, tudi standardi so nadrobni in ključno je, da se pred evalvacijskim obiskom dobro pripravite in si zares začrtate vse dileme, ker bo že sam obisk ponudil polno novih dilem, tako da boste lahko vendarle uspeli sproti reševati odprta vprašanja in da se vam ne bo zgodilo, da bi kaj pozabili in se na to spomnili šele pri pisanju poročila. Ker to je namreč ta naslednji problem, ki pa je pomemben. Če torej šele pri pisanju poročila ugotovimo, da določenih stvari nismo uspeli preveriti, potem je nastal že kar velik problem, ker priložnost za iskren pogovor s študenti je bil na evalvacijskem obisku, ko ste se srečali z njimi. In v obdobju po evalvacijskem obisku se bo tudi o interesih študentov praviloma izrekal vlagatelj, torej
uprava visokošolskega zavoda oziroma njegov pravni zastopnik. Tu že lahko nastopi večji problem. In priložnosti za dopolnjevanje vlog so po opravljeni zunanji presoji razmeroma majhne in to je tudi nerodno početi. Zato je, kot rečeno, ključna pravočasna in temeljita priprava na evalvacijo. Naslednja težava, ki se v tem koraku pojavlja, je, da se recimo na razgovorih, ko bi bilo ključno presojanje dejanskega stanja, določen del pozornosti namenja promoviranju nekih trendov, politik, pristopov ali pa prepričevanju vlagatelja v določeno ravnanje. Ključna vloga strokovnjakov naj bi vendarle bila ugotovitev dejanskega stanja in dobro tudi oblikovanje priporočil. Pomanjkljivo ločevanje med dejstvi in stališči pa je, kot sem omenil že prej, ta zadnja težava, ki jo bi bilo dobro preprečiti nekako na dveh ravneh. Prvo je, da ločimo med dejstvi in pa med mnenji, in drugo je, da ločimo, kje se konča mnenje in pogled vlagatelja in kje se začne mnenje oziroma pogled skupine strokovnjakov. Naslednji korak je dokazovanje, ugotavljanje in argumentiranje skladnosti. V tej fazi pač izbirate med zbranimi dokazi. Ta izbira je prosta, torej uporabite dokaze, ki bodo najbolje podprli vaše prepričanje, vaše nevidenje dejanskega stanja in vaš argument. Vendar morate poskrbeti, da bo ta izbira tudi pravilna, da ne bo zavajajoča, zmotna. Spoznano dejansko stanje povežete s predpisom, torej izrečete ugotovitev, skladnost s predpisom in ta izrek obrazložite. Pri tem se držite zgolj dejstev, torej objektivnega. Stališča in poglede in mnenja pa prihranite za kvalitativne ocene oziroma za morebitna priporočila. Pomembno pri tem koraku je to, da izpolnite vse pomembne pravne kriterije. V mislih imam možnost pravnega preskusa vaše ugotovitve, podlaga v predpisu, ki jo mora imeti ugotovitev, varovanje pravic in pravnih koristi vlagatelja, postopkovna pravilnost, torej način, kako ste prišli do ugotovitve, mora biti postopkovno ustrezen, in pa izrekanje o okoliščinah mora biti vlagatelju ves čas zagotovljeno. Težave, ki smo jih opažali v tem koraku, se nanašajo na pomanjkljive obrazložitve, torej na to, da ste recimo v poročilu veliko prostora namenili popisovanju dejanskega stanja, povzemanju informacij in trditev iz vlog, potem pa se je sama ugotovitev in povezava, če se je sploh zgodila, z predpisom odvila na zelo hiter, rokohitrski način. Torej je izgledalo, kot da je ugotovitev ali pa ocena padla oziroma je bila vzeta iz konteksta. Naslednja težava so pomanjkljivi dokazi. Včasih postavljamo ugotovitve, ki so vsebinsko zelo zahtevne in jih je treba tudi obsežno podpreti z dokazili. Če tega ne storimo, lahko trditev, ki bi pomenila sankcijo za vlagatelja, na pravnem preskusu hitro pade. Potem je težava, kot je bilo že poprej omenjeno, lahko nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Nekaj pa vam lahko v tem koraku pomagamo tudi strokovni delavci. Mi imamo namreč dober pregled
nad dosedanjimi odločitvami sveta v postopkih in pa nad odločitvami pritožbene komisije. Zato imamo do neke mere razvit občutek, katera ugotovitev, kateri dokazi, katera obrazložitev v poročilu bo pila vodo, katera pa ne. In seveda, če pa imate voljo in čas tudi vi, vam priporočamo, da si berete odločitve sveta agencije. Naslednji korak je evalviranje oziroma ocenjevanje. Gre za prav tako argumentirano izrekanje, torej izrekanje, ki ima podlago tako v predpisih kot v dejanskem stanju, izrekanje kvalitativnih ocen. Kaj in zakaj je dobro oziroma slabo. Torej, pomembna je podlaga v predpisih. In zato, ker številna priporočila oziroma kar vsa priporočila običajno za vlagatelje pomenijo določeno obveznost, domačo nalogo. Zaradi tega moramo biti še posebej pri izrekanju priložnosti za izboljšanje konkretni in jasni, zato da je vsem jasno, kaj je potrebno narediti. Ocene označujemo s kvalifikatorji. Ja, tudi pri priložnosti za izboljšanje se raje vzdržimo napotkov. Te ocene so namreč namenjene temu, da povemo, kaj je dobro, kaj je slabo oziroma kaj bi lahko bilo boljše. Tu niso na mestu oznake skladnosti. Prednosti recimo ne bomo napisali na način, da je nekaj ustrezno ali pa primerno. In tu niso na mestu oznake, ki so količinske. Torej, tudi ni primerno prednosti zapisati na način, da ugotovimo, da je nečesa dosti ali pa malo. Evalvacijske prakse, torej dosedanje presoje, so pokazale, da ste pri ocenjevanju različno strogi in precizni. Razpeti ste, tako kot agencija, med nadzorstveno in svetovalno funkcijo. To je za agencijo velik izziv. Opravljati moramo namreč oboje, biti moramo tako nadzorni organ, ki žal odreja tudi sankcije, in delovati moramo svetovalno. Agencija si prizadeva, da bi bili strokovnjaki ne glede na to, da presojate različne študijske programe z različnih visokošolskih zavodov, pač usklajeno in primerljivo strogi in da bi opravljali obe funkciji. Prihajamo še k zadnjem koraku, ta se nanaša na tehtanje ugotovitev in ocen. Prvi premislek, ki je tu pomemben, in preden nadaljujem, bi želel samo poudariti, da je ta korak nekaj, o čemer do sedaj nismo spregovorili, in je to korak, za katerega je do sedaj skrbel predvsem svet agencije, želeli pa bi si, da bi za to skrbeli in na to mislili tudi strokovnjaki pri presojah, zato da bi bilo delo sveta agencije olajšano. Torej, gre za to, da moramo najprej pomisliti o naravi težave. Govoril bom o težavah, v mislih pa imam recimo neskladnosti, večje pomanjkljivosti, delne skladnosti, ki pomenijo vsaj domačo nalogo za visokošolski zavod, če ne nujno ukrepanje za to, da si zavod ne bi prislužil omejitve ali celo odvzema akreditacije. Torej, najprej je pomembno, ali je bil kršen zakon, ali so bila kršena merila agencije, ali je bil morda kršen nek interni predpis visokošolskega zavoda, morda evropski standard kakovosti, ali je prišlo do navzkrižja med dejanskim in akreditiranim stanjem, ali pa je recimo prišlo do odstopanja od nekih smernic priporočil agencije. Bolj, ko je pomemben predpis, ki je kršen, večja je teža takšne težave. Nato je potrebno oceniti resnost težave in njenih posledic, torej kako ta težava neposredno vpliva na kakovost poučevanja, izobraževanja torej in raziskovanja.
Če gre recimo za težavo v organizaciji alumni kluba, potem lahko mirno rečemo, da ta težava ni tako huda in resna, kot če bi ugotovili, da je na študijskem programu en učitelj odgovoren za nosilstvo in izvajanje več kot polovice predmetov tega študijskega programa. Potem moramo razmisliti, čigava je težava, kdo jo lahko odpravi, s čim in kdaj, ter ali jo je sploh mogoče odpraviti. Nekatere težave so recimo sistemske, so nacionalni problem in nanje se visokošolski zavod mogoče ne more uspešno odzvati, zaradi tega je od zavoda tudi težko pričakovati konkreten, hiter in jasen ukrep. Lahko je recimo težava, kar se sicer v praksi verjetno ne bo zgodilo pogosto ali sploh nikoli, na strani študentov. V takem primeru recimo visokošolski zavod težko odgovarja za rešitev težave, lahko pa jo pomaga odpravljati. In še naposled, ali se je o posledicah težave lahko izrekel tudi vlagatelj.